Papež Frančišek je 8. novembra pred opoldansko molitvijo opozoril, da je evangeljski odlomek 32. nedelje med letom sestavljen iz dveh delov. V prvem je opisano, kakšni ne smejo biti tisti, ki hodijo za Kristusom, v drugem pa je predlagan idealen zgled kristjana. V prvem delu Jezus obdolži pismovke in učence postave treh napak, ki se kažejo v njihovem načinu življenja: ošabnost, pohlepnost in hinavščina. Oni imajo radi pozdrave na trgih, prve sedeže v shodnicah in prva mesta na gostijah. Toda pod tako slovesnim videzom se skriva dvoličnost in krivičnost. Tudi danes obstaja nevarnost, da si prevzamemo takšne drže, je dejal papež Frančišek. Druga zgodba pa nam predstavi ženo, ki je v tempelski zakladnici vrgla največ, kar je imela, 2 novčiča. Gesù oggi dice anche a noi che il metro di giudizio. Tudi nam Jezus danes pravi, da se ne presoja po količini, ampak glede na polnost. Obstaja razlika med količino in polnostjo. Imaš lahko veliko denarja, a si prazen, ni polnosti v tvojem srcu. V tem tednu imejte v mislih razliko, ki je med količino in polnostjo. Ni v igri denarnica, temveč srce. Razlika je med denarnico in srcem. So pa tudi srčne bolezni, ki srce ponižajo na raven denarnice. In to ni v redu. Ljubiti Boga z vsem srcem pomeni zaupati mu, njegovi previdnosti in služiti najbolj revnim bratom, ne da bi karkoli pričakovali v zameno. E servirlo nei fratelli più poveri, senza attenderci nulla in cambio. Pred opoldansko molitvijo je papež še dejal: pred potrebo bližnjega smo poklicani odreči se tudi tistemu, kar je potrebno, in ne samo tistemu, kar imamo več. Poklicani smo dati zaseden čas in ne samo prosti čas, dati takoj in brez zadržka kakšen naš talent in ne šele potem, ko smo ga uporabili za osebne namene ali za namene skupine, je poudaril sveti oče in nagovor sklenil z besedami: prosimo Gospoda, da nas sprejme v šolo te revne vdove, ki jo je Jezus ob osupljosti učencev postavil na katedralo in jo predstavil kot učiteljico živega evangelija. Na priprošnjo Marije, uboga žene, ki je dala svoje življenje Bogu za nas, prosimo za dar revnega, a z veselo velikodušnostjo in zastonskostjo bogatega srca.